Leta 1695 je Ludvik XIV tiho ukazal, da nuna v majhnem samostanu blizu Fontainebleauja prejema radodarno kraljevo pokojnino do konca življenja. Nobene razlage ni bilo podane in takoj so se pojavile govorice. Nekateri so šepetali, da je bila njegova nezakonska hči, drugi so trdili nekaj še bolj škandaloznega, da je bila temnopolta ali morda celo skrivni otrok kraljice. Kdo je bila skrivnostna temnopolta nuna iz Morajsa in zakaj jo je francoski kralj ščitil? V umetniški zbirki knjižnice Saint-Geneviève, velike knjižnice blizu Panteona v središču Pariza, je razstavljena ena najbolj zanimivih slik, nastalih v Franciji v 17. stoletju. Prikazuje temnopolto žensko, oblečeno v nunsko opravo. Slika je delo neznanega umetnika, najverjetneje nastala med letoma 1695 in 1700. Ta slika prikazuje Louiso Marie Thérèse, znano kot črna nuna iz Morajsa, in je iz več razlogov izjemna. V 17. stoletju je bilo zelo nenavadno, da bi sploh naslikali navadno nuno. Še bolj izjemno pa je, da je bila upodobljena temnopolta ženska v času, ko je bilo v Franciji zelo malo temnopoltih ljudi, kaj šele redovnic v samostanu. Še toliko bolj izjemno je torej dejstvo, da je bila sama slika stoletja skrita. Odkrili so jo šele leta 2014, našli so jo na podstrešju, jo restaurirali in končno postavili na ogled javnosti. Ni jasno, kdaj se je črna nuna iz Moreta rodila. Nekatere študije nakazujejo, da je prišla na svet okoli 2 leta 1664, druge pa njen rojstni datum postavljajo še dlje v preteklost, v pozna 50. leta 17. stoletja. Nažalost njen portret v knjižnici Saint-Geneviève njene situacije ne razjasni. Ne poznamo natančnega datuma nastanka slike, zato iz nje ne moremo sklepati, kdaj se je rodila. Poleg tega je del njene glave prekrit, slika pa tudi ni posebej spretno naslikana. Kljub temu na sliki deluje, kot da je v svojih 30 letih ali morda v poznih 20. Praktično nič ni znanega o zgodnjem življenju Louise Marie Thérèse. Namesto tega se pojavi v zgodovinskih zapisih v 1690 in 1700 letih, ko so začele o njej pisati nekatere pomembne francoske osebnosti tistega časa. Poleg tega vemo, da so jo v benediktinskem samostanu Villechasson-Moret obiskali številni zelo ugledni aristokrati. Na Hadžal se je v severno-srednji Franciji, blizu gradu Fontainebleau, ki ga je pogosto uporabljalo dvor kralja Ludvika XIV, še posebej jeseni, v času lovske sezone. Tam je bila znana kot črna nuna iz Moreta zaradi svoje temne polti. Maver in Mauri so bili izrazi, ki so jih v srednjeveški in zgodnji novoveški Evropi redno uporabljali za opis temnopoltih moških in žensk. Vprašanje je, zakaj je temnopolta ženska pristala kot nuna v samostanu v severni Franciji in zakaj je toliko aristokratov bodisi pisalo o njej ali jo obiskovalo. Odgovor se skriva pri francoskem kralju in kraljici. Vprašanje, kdo sta bila starša Louise Marie Thérèse, je edini pravi razlog, da danes sploh vemo zanjo. Sodobniki so opažali nenavadno pozornost, ki jo je kraljeva družina namenjala, in pogosto ugibali, kdo bi lahko bila. Zanimivo je, da naj bi bila, odvisno od tega, kateri teoriji sledimo, bodisi nezakonska hči francoskega kralja ali pa njegove žene, kraljice. To sta bila kralj Ludvik XIV, najdlje vladajoči monarh v zgodovini človeštva, in njegova žena Marija Terezija Španska. Ludvik je prišel na prestol leta 1643, ko je bil star komaj 4 leta in pol in bo vladal vse do leta 1715. Imel je obilico ljubimk skozi svoje dolgo življenje in je spočel veliko nezakonskih otrok. Primer Marije Terezije je, kot bomo videli, bolj nenavaden. Hči kralja Filipa IV. Španskega poročila se je z Ludvikom leta 1660 kot del mirovnega sporazuma, ki je končal dolgoletno vojno med Francozi in Španci. Dobro se je zavedala številnih moževe nezvestob. Vendar bi bilo veliko bolj šokantno, skoraj nepredstavljivo, da bi vladajoča kraljica ali kraljeva soproga imela svoje nezakonske otroke. V tem kontekstu postane zgodba o črni nuni iz Moraja še bolj skrivnostna. Obstajajo 3 glavne teorije o Louise Marie Thérèse in zakaj sta ji kraljeva družina in dvor namenjala toliko pozornosti. Prva trdi, da je bila hči kralja.
V 17. stoletju so bili evropski monarhi še posebej znani po svojih zunazakonskih aferah. Karel II., angleški na primer, ni vedel, koliko otrok ima, tudi Ludvik s številnimi različnimi ljubimkami ni bil izjema. Imel je veliko ljubimko, s katerimi je imel tudi nezakonske otroke. In povsem mogoče je, da bi lahko imel tudi temnopolto ljubimko. Sredi 17. stoletja je Francija postala kolonialna sila, ki se je ukvarjala s trgovino s sužnji med Zahodno Afriko in Karibi. In čeprav je bilo v Franciji v času Ludvika malo temnopoltih žensk, so nekatere vendarle bile. Verjetno je, da je Ludvik imel hčer s temnopolto žensko na francoskem dvoru in je nato poslal v samostan, kjer so jo vzgajali. Nato je naročil dvorjanom, naj jo občasno obiskujajo in preverjajo, kako ji gre. V kasnejših letih ter ji uredil pokojnino, leta 1695. Če je bil Ludvik njen oče, potem to morda ni bil osamljen primer. Podrobnosti so precej bolj omejene, vendar se zdi, da je morda postal oče še enemu temnopoltemu otroku po imenu Dorothy. V arhivih tistega časa je omenjena na nekaj mestih, kar je sprožilo namige, da je bila skrivna kraljeva hči. Toda dokazi o njenem obstoju so še bolj skopi. Kralj Ludvik XIV. Je bil znan po svoji spretnosti v prikrivanju, saj je skrival vse, kar je imel za neprimerno za javnost, bodisi državne zadeve ali zelo osebne stvari. Na primer, njegova skrivna poroka z gospod de Maintenon leta 1683, zato je možno, da je bil on oče. Druga teorija je tista, ki jo podpira veliko zgodovinarjev. Ta trdi, da je bila črna nuna iz Morajsa v resnici hči kraljice. V 17. stoletju je bilo običajno, da so kraljeve družine na svojih dvorih zadrževali ljudi, ki so veljali za posebneže. Med njimi so bili pritlikavci in tudi ljudje iz Afrike. Eden takšnih primerov je bil Nabo, črni palček, za katerega so rekli, da je bil prebivalec dvora. Teorija pravi, da se je kraljica Marija Terezija, kmalu potem, ko je njen mož začel varati, zapletla v razmerje z Nabom. To je povzročilo rojstvo otroka, ki so ga morali na skrivaj poslati v samostan, da bi se izognili kraljevski sramoti. Vendar pa obstaja še ena plast te teorije. 16. novembra 1664 je kraljica Marija Terezija Španska rodila svojega tretjega otroka, hčerko, ki je bila uradno poimenovana Marija Ana. Komaj 6 tednov kasneje je bila deklica razglašena za mrtvo, njeno telo pa je bilo javno razstavljeno pred pokopom v Saint-Denis. Vendar zagovorniki te teorije vztrajajo, da otrok nikoli ni umrl. Trdijo, da je bilo uporabljeno nadomestno telo ali celo prazna krsta, da bi prikrili uničujočo skrivnost. Princesa je bila temnopolta. Aleksander Bonton, kraljev diskretni prvi služabnik, naj bi tiho odstranil otroka z dvora in jo v strogi tajnosti poslal proč. Najprej v province, nato po redovnih hišah, preden je končno izginila v benediktinskem samostanu Amori. Kljub temu so kritiki te teorije nedvoumni. Marija Terezija, vzgojena na izjemno pobožnem dvoru, ni mogla biti mati. Bilo bi nepredstavljivo, da bi rodila otroka komurkoli drugemu kot kralju. Kraljevska rojstva so bila javni dogodki, ki so jih natančno spremljali dvorjani in tuji ambasadori, nihče od njih pa nikoli ni poročal o rojstvu temnopolte princese. Če bi se tak otrok rodil, bi novica odmevala po vsej Evropi. Nekateri zgodovinarji pa opozarjajo na kruto medicinsko resničnost. Marija Ane se je rodila po brutalnem porodu, prezgodaj in hudo bolna. Njena koža je potemnela in postala vijoličasta zaradi pomanjkanja kisika. Ta podrobnost pa se je kasneje spremenila v govorico. Ime črne nune, torej Luiza Marija Tereza, bi zagotovo nakazovalo, da je bila kraljičina hči, vendar je po drugi strani Luiza ženska različica imena Ludvik. Tako bi bilo ime lahko izbrano tudi, če bi bila nezakonska hči kralja. In samo ime še ne pomeni samodejno, da je bila Luiza biološki otrok kralja ali kraljice. Namesto tega bi lahko dobila imeni tako kralja kot kraljice, če bi bila varovanka kraljevskega para, ki je sirota. Tudi to je več kot verjetno. Ni bilo nenavadno, da je krona postala skrbnik dojenčkov. Na primer, v Franciji 17. stoletja so bile stotine osirotelih žensk v drugi polovici 17. stoletja poslane v Novo Francijo, današnji Quebec, pod pokroviteljstvom kralja Ludvika XIV. Da bi pomagali naseliti francosko kolonijo. Tam milijoni današnjih prebivalcev Severne Amerike so potomci tako imenovanih kraljevih hčera.
Tretja teorija o Luizi Mariji Terezi je, da je bila temnopolta sirota, ki je bila preprosto dodeljena kraljevo pokroviteljstvo. To bi pojasnilo, zakaj je kralj leta 1695 dodelil pokojnino in zakaj so dvorni plemiči občasno hodili v more, da bi preverili, kako je z njo. Naši viri o Luizi Mariji Terezi prihajajo od številnih pomembnih francoskih aristokratov in dvornih osebnosti iz časa vladavine kralja Ludvika XIV. Med njimi je na primer kraljeva prva sestrična, vojvodinja Montpensier, ki je med svojo burno kariero na dvoru vodila obsežen dnevnik. Vsi so zapisali, da je kralj, poleg tega, da je zagotovil pokojnino, pogosto pošiljal ljudi v Morais, da bi preverili, kako je s črno nuno. Kraljica je bila takrat že dolgo mrtva, saj je umrla prezgodaj, leta 1683. Stara komaj 44 let. Ti zapisi gredo še dlje in trdijo, da je bila Luiza krščena na dvoru, preden so jo diskretno odpeljali v samostan, kjer je bila izjemno dobro izobražena. To vemo, saj ohranjena pisma razkrivajo, da je znala z lahkoto brati in pisati. Nedvomno je najboljši zapis o črni redovnici ustvaril Louis de Rouvois, vojvoda Saint-Simon, ugleden dvorjan in spominopisec iz poznega 17. in 18. stoletja. Ti obsežni dnevniki veljajo za najboljši zapis o dvoru kralja Ludvika XIV. In Ludvika XV. Nažalost, tudi on ni bil prepričan glede porekla Luize Marije Terezije, najbolj znane prebivalke samostana. Navedel je: "Zdi se, da je v tem samostanu temnopolta ženska, mavrska ženska, ki jo je tja zelo mlado namestil Bonton, kraljev služabnik. Prejela je največjo skrb in pozornost, vendar je nikoli niso pokazali nikomur. Ko sta pokojna kraljica ali gospa de Maintenon prišli, je nista vedno videli, sta pa vedno skrbeli za njeno dobrobit. Z njo so ravnali z večjo pozornostjo kot z najbolj uglednimi ljudmi. In sama je zelo cenila skrb, ki so jo namenjali, ter skrivnostnost, s katero je bila obdana. Čeprav je živela urejeno, je bilo lahko videti, da ni bila preveč zadovoljna s svojim položajem. Ko je nekega dne slišala monsenjorja loviti v gozdu, se je tako zelo pozabila, da je vzkliknila: "Moj brat lovi!" Trdili so, da je bila hči kralja in kraljice, vendar so jo zaradi njene barve skrili. In razširila se je govorica, da je kraljica imela spontani splav. Veliko ljudi verjame tej zgodbi, vendar ali je bila resnična ali ne, ostaja uganka. Tako tudi znani dvorjan Saint-Simon, ki je imel dostop do številnih ljudi, ki bi bili seznanjeni z osebnimi zadevami kralja in kraljice, ni mogel zagotovo reči. Kakšno je bilo resnično ozadje črne nune iz Moreta? Poznejše življenje Luize Marije Terezije je skoraj tako nejasno kot njeno zgodnje življenje. Kot smo omenili, je bila kraljica do konca 17. stoletja že dolgo mrtva, medtem ko je Ludvik XIV. Živel do leta 1715. Na to je bilo malo razlogov, da bi kraljevi dvor ohranjal stik s skrivnostno žensko v samostanu v Mori. O njenih dejanjih od takrat naprej praktično ne vemo ničesar. Vendar pa to kasneje ni presenetljivo, saj so nune živele zasebno, zaprto življenje, večinoma za samostanskimi zidovi. Iz tega, kar je mogoče sklepati, se zdi, da je navzven živela povsem običajno. Dnevi so bili preživeti v molitvi, branju in vsakdanjem delu v samostanu. Čeprav so ji privilegiji, ki jih je uživala, dali poseben položaj, kar namiguje na vezi s kraljevim dvorom, ki nikoli niso povsem izginile. En dokument, ki ga je napisala aprila 1725, potrjuje, da je tudi v svojih 60 letih še vedno živela v samostanu. Zadnji ohranjeni dokument, ki ga je podpisala, je datiran na 10. januar 1730. Domneva se, da je umrla leta 1732, vendar tudi to ni mogoče zanesljivo potrditi. To je sicer verjetno, saj bi bila takrat stara okoli 70 let, kar je po merilih zgodnega 18. stoletja že visoka starost. Vprašanje črne nune iz Moreta je v sodobnem času vzbudilo domišljijo. Pisatelji in zgodovinarji so ugibali, ali je katera od teorij o njenem poreklu pravilna. Francoski pisatelj Pierre-Marie de Jol je leta 1978 v svoji knjigi Nabot or le masque de fer predstavil zapleteno teorijo. V tej knjigi je de Jol poskušal povezati legendarno zgodbo o možu z železno masko, o kateri je pisal Alexandre Dumas v 19. stoletju, z zgodbo o črni nuni iz Moreta.
Trdil je, da je bil mož z železno masko, skrivnostni zapornik iz časa vladavine Ludvika XIV., v resnici Nabo, črni dvorni palček, in da je bil zaprt potem, ko je kralj odkril, da je kraljica po aferi z njim rodila črno nuno iz Moreta. To je bila dobra zgodba, vendar v resnici ni nobenih dokazov, ki bi jo podprli. Prav tako kot teorija Diolesa nima zgodovinske vrednosti. To je ponovno vzbudilo zanimanje za zgodbo Luize Marije Tereze, njeno zgodbo in zgodbo Naba pa so predstavili v televizijski seriji Versailles, ki je nastajala med letoma 2015 in 2018. V njej so sledili teoriji, da je bila črna nuna hči kraljice. Odkritje njenega portreta leta 2014 je prav tako povzročilo nov val akademskega zanimanja za njeno zgodbo. V zadnjih 10 letih pa je bilo o njej objavljenih veliko znanstvenih člankov. Razstava z naslovom The Moors of More je potekala v muzeju Charlesa de Brueja v Remilmontu poleti in jeseni leta 2019. Zgodba o črni redovnici iz Moreja nas še danes intrigira. Žal pa verjetno nikoli ne bomo zagotovo izvedeli resnice o tem, kdo so bili njeni starši. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali zgodbo o črni redovnici iz Moreta. Upam, da vam je bila zanimiva. Kaj mislite, kdo so bili njeni pravi starši? Mislite, da je bila to kraljica? Mislite, da je bil to kralj? Mislite, da jo je kraljeva družina zapustila? Sporočite mi svoje misli spodaj v komentarjih. Res se veselim, da jih bom prebral. Če želite še več takšnih skrivnostnih zgodb, mi to prav tako sporočite spodaj v komentarjih. In upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih objavim. Kakorkoli, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjem pozabljenem življenju. Hvala.